Ali ste vedeli, da je salonov, ki se zapirajo, veliko več tistih, ki poslujejo z nizkimi cenami, kot pa tistih z višjimi? O tem bo tekla današnja tematika. Kaj se pravzaprav dogaja, če poteka poslovanje z nizkimi cenami? Stroški poslovanja so zelo visoki in seveda zato nastaja tudi premalo sredstev za vlaganje, bodisi v sodobnejšo opremo, aparature, izdelke, v marketing, skratka v razvoj poslovanja v celoti. In tukaj je potrebno narediti korak naprej. In kaj se še dogaja? Z nizkimi cenami se pravzaprav pritegne stranke, ki so pripravljene potrošiti manj, mi jih poimenujemo te stranke C-stranke. Številni delujejo v začaranem krogu in seveda iz tega kroga se ne morejo nikakor izvleči, zato se počutijo nezadovoljni, kajti delajo velikokrat zelo veliko, medtem ko je prihodek nizek in dejansko ne vedo, kaj narediti. In velikokrat ravno zaradi tega iščejo krivce drugod. Vsi drugi so krivi, vendar sami, da bi naredili korak na tem področju, naredijo premalo. Verjamejo v to, da cen pravzaprav ne smejo dvigniti in pogosto vztrajajo na svojih stališčih, zato prej ali slej z dejavnostjo enostavno morajo prekiniti. V večini primerov se preživljajo, kajti verjamejo v to, da če bojo veliko delali, bojo ustvarili tudi prihodke, vendar najpogosteje se dogaja, da uspejo ustvariti le za preživetje. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali obstaja za to rešitev. Seveda obstaja, vendar potrebno je najprej vedeti, da cene, predvsem storitev, je potrebno nenehno spremljati in pravilno oblikovati. Zakaj sem dejal predvsem storitev? Zaradi tega, ker običajno pri izdelkih določajo cene že dobavitelji in je seveda za izvajalca storitev to veliko lažje. Vendar tudi zato obstaja sistem, katerega se je potrebno najprej naučiti in seveda potem čim prej uvesti v poslovanje. Na takšen način lahko pritegnete stranke, ki so za storitve pripravljene plačati več. Večja postane možnost vlaganja v razvoj in seveda z veliko manj dela postanejo prihodki večji. Kajti, če poslujete z višjimi cenami, imate stranke, ki so pripravljene plačati več, več jim lahko ponudite, lažje se takšne stranke razvija in posledično s tem lahko ustvarite bistveno več prihodkov. Kako to izpeljati v praksi, se boste seveda naučili na naši akademiji. Kozmetičarke, ki to koristijo, dobro vedo, kako smo naredili korake naprej, kako smo storitev iz nizkih cen postopoma pripeljali na višje in seveda poslovanje sedaj poteka z isto porabo časa, energije, poteka bistveno lažje, kajti večja je sigurnost zaradi pridobljenih sredstev in tudi delo kot tako so si drugače organizirali. Vendar zato je potrebno narediti spremembo, najprej pri sebi, potem pri poslovanju in šele zatem bodo se rezultati kot taki pokazali. To se je zgodilo še pri vsakemu, zakaj se ne bi tudi pri vas. Skratka, jaz vam želim en lep predpraznični petek. Evo, predno gremo na pot, sem rekel, vam moram podati nekaj informacij, o katerih boste danes, glede na to, da se v salonih ne dela, lahko nekoliko razmislili in si pripravili nek načrt, kako bi seveda tudi te stvari lahko izpeljali. Lepo se imejte, lepe praznike in mi se ponovno vidimo naslednji teden, ko bomo v tem jutranjem času ponovno dali kakšno dobro oziroma koristno informacijo, ki jo boste lahko uporabili v praksi. Srečno in lepe praznike še enkrat.